Veš, rodna ti dežela lepa, premalo danes te slave. Če tujec nam te ne oblega, o tebi malo govore. Opevana si le tedaj mi, ko ti iz neber rdeča kri, na plano brizga in temni in polja krikih prepoji. Spoštovane, spoštovani, dober dan, pozdravljeni danes tukaj v knjižnici Velenje. Vesela sem, da ste se odzvali v takšnem številu. Nahajamo pa se v bistvu na otvoritvi razstave Svet drugačnih občutenj. Razstave tehničnih pripomočkov in gradiv prilagojenim slepim, slabovidnim in tudi osebam z motnjami branja. Razstava je nastala v organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, financirana pa je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih v okviru Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada. Veseli smo, da smo lahko tukaj prav v tejle knjižnici in zato prosim gospoda direktorja knjižnice, če v imenu knjižnice spregovori nekaj pozdravnih besed. Prosim. Lep pozdrav vsem, ta mikrofon moram imeti, bo je zaradi kamere. Hvala za kompliment in ga vračam. Hvala lepa, ker počaščeni smo, ker ste z vašo razstavo pri nas. Knjižnica Velenje je preselila svoje prostore oziroma svojo opremo v te prostore pred 10 leti. Takrat smo kar zgledno poskrbeli za gibalno ovirane osebe, poskrbeli smo za slušno zanko, vendar smo pa mal pozabili na slepe in slabovidne. Ne pozabljam, ampak nekako se mi zdi, da nismo našli stika z njimi, včasih se nam zdi, da se rajš držijo zase, ampak zdaj po tolikih letih smo pa vendarle začeli malo bolj načrtno delati na tem področju. Pri nas sta kolegici Brina in Andreja, ki sta zdaj zadolženi za to področje, sta bliže na izobraževanju. V zadnjem času pa smo kupili tudi nekaj pripomočkov. To je skromen začetek, uredili smo kotiček, ki ga boste lahko kasneje spoznali, tam malo stran. Nabavili smo 2 svetilki, nabavili smo nekaj električnih lup. Imamo še načrte, ampak rabimo spodbude. Tudi od tistih, ki imajo te potrebe, jaz bi prosil vse, ki vejo, kaj moramo naprej delati, predvsem tiste, ki jim je to namenjeno, da nam povejo, da pridejo k nam in nas spodbudijo. Denar v Velenju za dobre stvari nikoli ni bil problem. Jaz mislim, da kaj več ni treba povedati. Lepa hvala še enkrat in prijeten popoldan. Najlepša hvala. Danes so tudi tukaj naši člani iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Celja in zaradi tega bi prosila še predsednika društva, da tudi on spregovori nekaj besed. Prosim. Dovolite mi, da vas vse prav lepo pozdravim. Mislim, da me čujete tudi brez mikrofona. Vse prav lepo pozdravljam. Zahvalil bi se Knjižnici Velenjski, potem Zvezi slepih in gospodu Janku Tošopru, vsem, da so to pripravili, da bomo imeli en lep kulturni dogodek, ker tega mislim, da je premalo in si želimo, da bi še bilo tega več. Vas pa še enkrat prav lepo pozdravim in želim, da se imate to urco ali 2 prijetno. Hvala. Preden se posvetimo današnji temi, lepo pozdravljam med nami današnjega gosta, gospod Janko Šopar, pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli med nas. Z veseljem. Torej, preden se posvetiva delu, ki ste si ga danes zbrali, naj samo še nekaj kratkih besed namenim razstavi. Zdaj tisti, ki nas morda spremljate preko spleta, že dobro veste, da razstava potuje po slovenskih knjižnicah z namenom, da obiskovalce seznani, kakšna gradiva beremo. Pa ne bom rekla vsebini, vendar v kakšnih oblikah so nam gradiva sploh dostopna, ter s kakšnimi pripomočki lahko tudi slepi in slabovidni beremo. Morda tudi vsem tistim, ki ne poznate naše knjižnice, ki se je preselila na srečo v nove prostore
In zdaj lahko z veseljem povabimo v goste vse uporabnike in goste, ker prej tega nismo mogli narediti, tako da tega smo zelo veseli. Tudi tistim informacija, kako pravzaprav beremo mi. Mnogokrat se vprašajo, kaj slepi in slabovidni pravzaprav radi beremo. Tudi večkrat smo že ponovili, da na to vprašanje praktično nimamo odgovora, kaj ti beremo tako kot vsi ostali vse. Radi imamo kriminalke, radi imamo komedije, radi imamo, se pravi, poezijo in prozo in zato si želimo, da bi bil naš nabor čim bogatejši in upamo, da se bo v prihodnje še bogatil. Tukaj bi samo izpostavila, da se naša zveza pridružuje vsem iniciativam Evropske in Svetovne zveze slepih in slabovidnih. Ko se pač namreč pogovarjamo o tako imenovani knjižni lakoti, imamo v naših krogih še zmeraj težavo, še zmeraj knjižnih naslovov ni dovolj. Tako da še enkrat hvala tudi Velenjski knjižnici, no, mislim, da nikoli ni prevečkrat reči hvala. Tako da sedaj pa mislim, da vsi skupaj čakamo, da naš gost malo spregovori o delu, ki si ga je danes bral. Gospod Janko Šopar, jaz sem prele uvodoma prebrala nekaj verzov. Napisala jih je moja prijateljica Mojca Krapeš. Napisala pa jih je pod vtisom aktualnega dogajanja v Sloveniji in pa tudi ob branju knjige, ki ste se jo zbrali vi. Preden povem naslov, bi vas vprašala, kaj vam pravzaprav ta knjiga pomeni, kakšno sporočilo za vas pravzaprav ima. Ja, najprej lepo pozdravljeni, niti za sekundo nisem okleval, ali bi prišel in se srečal z vami ali ne. Sem počaščen, da sem danes lahko tu. Sem pa precej okleval, kaj izbrati, kaj bi bilo tisto, kar bi vam prebral, da bi imelo neko sporočilo. Odločitev je bila res težka, ampak na koncu pa potem enostavna. Ko sem rekel, Janko, v otroštvu te je zaznamovala ena knjiga, prva resna knjiga, ki si jo prebral. To je knjiga Pod svobodnim soncem našega eminentnega pisatelja Finžgarja. Bral sem jo v otroštvu vsako poletje, ko sem bil pri starih starših na kmetih. Imel sem to srečo, da so bili, čeprav neizobraženi, pa vendar pismeni in ljubitelji knjige. In ta knjiga je enostavno delo, ki sem ga požiral, ki je burila domišljijo v meni. Če vam povem, da sem si Mladega Istoka predstavljal kot filmsko upodobitev in to celo tako v podobi takrat mladega igralca Tonija Curtisa. Tako močno je delovala ta domišljija. Skratka, te besede, ki so res da malce arhaične, sem požiral. Takrat niti nisem dojemal sporočila te knjige. Sem ga sicer akceptiral, dojemal ga pa nisem. Se je pa naselilo v meni. To je buditeljstvo. Takrat knjiga je nastala, kot veste, tam v Avstro-Ogrski monarhiji, kjer je bilo treba Slovencem povedati, da nismo sužnji, da smo lahko le enotni, uspešni. Ta sporočila dojemam danes in so danes še kako, prav tako aktualna, kot so bila takrat, ko je to delo nastalo. Danes živimo v eni Evropi, ki nas na nek način zasužnjuje, tako kot je Avstro-Ogrska zasužnjevala narode, tako kot je Bizanc hotel zasužniti Slovane, o čemer govori ta knjiga. Tudi danes smo neenotni, tako kot so bili neenotni Antin Slovani, ko so bili enotni, so imeli uspehe. Skratka, sporočilnost tega dela je izjemna in
aktualna tudi danes in zato sem ga tudi izbral. Nekaj odlomkov, jaz verjamem, da velika večina je to knjigo prebrala, jo pozna, ampak vsake toliko časa ni pa nič narobe, če se še enkrat spomnimo teh besed. Nekaj odlomkov sem jaz pač po svoji presoji, ki se mi zdijo tako zanimivi, izbral skozi celo knjigo. Zdaj, če bo preveč, mi povejte, me kar ustavite, pa se reče kaj drugega, pogovarjajmo. Moram vam reči, da sem bralec, da rad čitam, ampak pa ni izgovor, da nimam časa. Ne? Čas je treba vzeti za čitanje, rad čitam, ampak imam eno težavo. Ne vem, mogoče sem prezahteven bralec in knjiga, ki jo vzamem v roke, če mi po stilu pisanja ne ustreza, jo odložim. Ne? Zdaj, brati pa moram, ker beseda je moj poklic, jaz sem novinar in ne znam si predstavljati, da bi lahko poklic opravljal, ne da bi bral leposlovje. In še nekaj, zelo sem omejen in spet je to zaradi te knjige, ki sem jo, kot rečeno, kot mulc požiral, omejen z zgodovinskim romanom. Najraje prebiram zgodovinske romane in če vam še zaupam mojega najljubšega avtorja, to je Johann Maria Simmel, pisatelj, ki je opisoval ne tako davno preteklost, ampak vendarle preteklost, čita se kot kriminalka, vsa njegova dela, včasih je tudi jokati užitek in odgovor pozna samo veter. Skratka, to je nekaj njegovih del, ki me prevzemajo ne samo zaradi tematike, pa zaradi tega, ker so to zgodovinski romani, ampak tudi zaradi načina avtorjevega pisanja, ki mi je blizu, ki je tak, da prav uživam, da lahko berem. Mogoče je Finžgar malo težji za brati, malo arhaizmov je, stil njegov je mečken drugačen, ampak se pravim, je pa to zgodovinski roman, ki bi ga moral danes vsak mladenič, sem prepričan, enako požirati in enako doživljati in buriti svojo domišljijo, tako kot sem jo jaz takrat pred 55 leti, recimo. Tako, toliko za uvod, zdaj pa je še kaj drugega predvideno ali... Jaz vam kar prepustim besedo, ker s tem namenom smo prišli, tako da Dobro, smo že neučakani. Potem pa pojdimo po vrsti. Jaz bom šel kronološko. Začel bom prav pri začetku v taboru Slovanov. Krog je zatrobil z visokim slovesnim glasom. Vse glave so se obrnile proti gradišču. Skozi močno zatvornico se je prikazal z okopov starosta Svarun. Bela halja se je lila po visoki postavi do tal. Ponosna je bila ta postava. Hrbet ni bil upognjen. Z dvignjeno glavo je stopal krepko pred zborom najstarejših starešin. Bili so brez mečev, svečeniki. Za trenutek je zašumelo med vojščaki, pa takoj vse umolknilo v globoki pobožnosti. Svarun, starešina in svečenik se je bližal žrtveniku. Vsi starešine so stopili okrog oltarja in podajali Svaruno obetov, da bi jih položil na ogenj. Usuje v plamene najlepše pšenice, na žerjavico je izlil dehtečega olja, ki so ga prinesli azijski trgovci iz Črnega morja. Hlapci so zaklali belo jagnje, starešine so ga položili na grmado. Darove so objeli zubli, visoko se je dvigal ogenj, veje na lipi so se pogibale naokrog, je zadišalo. Vsi so z velikim spoštovanjem odstopili od ognja. Samo Svarun je vstal, siva glava se mu je sklonila na prsi, da je lice do malega skrilo v dolgo belo brado. Molk. Vsak list, ki je padel z lipe, se je slišal. Noben vojščak ni škrtnil z mečem, kopje ni udarilo ob kopje, tetiva na loku ni brenknila. Kakor kupana je stala vojska kot groblje. Tedaj je Svarun razpostrl roke, visoko jih je dvignil. Vojščaki so pripognili glave.
Daš Bog mogočni, ki odpiraš roko in seješ setve in polniš hrame, ki plodiš črede ovac in pitaš goved, usmili se nas. Ne daj, da bi bili prazni tvoji žrtveniki, ko bi nam sovražnik poteptal njive, ugrabil goved, odgnal ovce. Usmili se nas. Veles, ki varuješ pašnike, odvrni sovražno kopito od zelenih trat. Perun, sproži strelo in grom, ukroti bese, nadeni morani vrv, da nam prizanese. Dovolj ji bodi naših mrtvih sinov. Svetovit, ki gledaš z enim samim očesom po vsej zemlji, pokaži nam sovražnika, da ga uzro naše puščice, da ga zadene kopje in mu naše sekire razkoljejo glavo. Usmili se nas. Sorun je umolknil, roke so se mu tresle, hrepenečo prošnjo mu je plulo oko proti soncu. Kar potegne piš, lipa zašumi, listje se ospe na oltar na svečenike, vojska se zgane in ustrepeta, kakor da se je zveselila vsa dolina in hoče zavriskati. Zamolkal krik jekne iz množice, Svarun se veselo obrne proti vojski. Bogovi so nas slišali. Obrazi so se zjasnili, roke so se oklenile mečev in kopi, završalo je, zašumelo je, kakor bi planil ogenj v suho goščavo. Bogovi so nas slišali, z nami pojdejo, da nam pokažejo njega, ki je zaslonil pot rodu Slovencev, ki nam je obsenčil svobodno sonce in se usedel kakor ris na Donavo, da bi pil kri Slovenov. In pijejo že 3 leta. Čez Donavo hodi predrznih Hilbudi in išče naše govedi in naših ovac, okolje naše svobodne sinove in jih uklepa. Po žrešnemu Bizantincu diši naša zemlja. Toda veste, bratje, da smo Sloveniji vajeni zemlje pridobivati, ne pa dajati. Zato prisezimo maščevanje sinovom in naši zemlji, maščevanje bogovom, ki jih Bizanc zaničuje. Dokler je kaj sonca, dokler je kaj kopin, puščic in mečev, se Sloven ne poda. Smrt Hilbudiju. To je ta prvi opis, ki nas nekako uvede v tabor Slovanov. Vsekakor moramo spoznati glavni lik potem v nadaljevanju tega romana, kjer ga opisuje takole. Pod milim nebom grobna tihota. Vojaki so molče stopali drug ob drugem. Le šum korakov je donev poglobeli in potok je enakomirno curljal. Sonce se je bližalo zatonu. Dolina se je stisnila, sence so se zgrnile na čete. Bližali so se tesni soseski. V mladih Slovenih, ki so prežali na rebri, je kipela kri. Slišali so šum, včasih je zarožljal meč. Vsaka roka je segla po strelici in jo položila na lok, prsti so krčevito držali škrtlo, ki je že sedela v tetivi. Kmalu so zapazili skozi presledke v grmih prve oddelke. Razburjenje je kipelo, treba je bilo veliko sile, da se ni utrgal ta plas mladih boja in krvi željnih Slovenov. Istok je čepel na skali, okamenel. Mogočni lok je stal po konci, najboljša puščica je sedela na tetivi. Mišice na desnici so vzvalovile, srce mu je plalo, da se je tresal jermen na prsih, ki je nosil tul. Težko oborožene čete so bile že pod njim. Lahko bi bil sprožil, a v komu je iskalo Hilbudija, iskalo ga je in zasledilo. Na ovinku se prikaže prvi jezdec v lepem oklepu s šlemom na hrbtu. Za njim jezdijo drugi po 2 in 2. Poveljnik Hilbudi. Sam jezdi, brezskrbno in zamišljeno. Vedno bolj se bliža Istoku. Še 50krat stopi konj, vojskovodja bo pod njim. Istok prime trdneje za lok, tetiva se prične napenjati. Lok se krivi, še 10 korakov. Istok se dviga izza vej. Lok je upognen do skrajnosti. Drink tetiva je zapela, po zraku je zasičala puščica, spodaj pa je kriknil strašanskim glasom Hilbudi. Kyrie eleison, zakrilil z rokami po zraku, segal k sencu, kjer je tičala ost, pa omahnil in padal s konja. V tistem trenutku je zažvižgalo in zašumelo v bregu, oblak puščic se je utrgal in posul Bizantince.
Razlegal se je krik, da je ostrepetala gora. Hilbudijevi vojaki so padali in z divjim krigom pulili puščice iz ran. Skratka, to je opis prve bitke Istoka, sina Svaruna, zadnjega od 7 sinov, vseh 6 prejmo jih je Morana pokosila in to je bila njegova prva bitka z mladci, v kateri je v zasedi ubil in premagal bizantinsko vojsko na čelu s Hilbudijem. Potem, ko spremljamo zgodbo, veste, da je Istok pobegnil oziroma zapustil tabor Slovanov, ker se je hotel naučiti vojskovanja v Bizancu. In se je s pevcem Radovanom podal in odpravil v Bizanc. In tu smo zdaj že v Bizancu, kjer vam bom prebral tale odlomek. Dolgo so bučale trombe, preden so prebučale hrup in krik v hipodromu. Justinijan se je vračal z dvorom. Teodori, zmagovalki, je dal belo rutico, da bi dala znamenje za začetek tekme ona. Strelcem so bili na voljo konji iz carskega hleva. Drug za drugim so dirjali okrog mete, streljali v kragulja, puščice so predirale škrlatno streho, pa kragulj s srepim pogledom je miril preganjavce in tekmece. Bočil je vrat, potrpaval s perutmi, se umaknil marsikateri puščici, a ostal nedotaknen. Med ljudstvom se je razlegal smeh, doneli so dovtipi na razne strelce, rogali so se jim, metali vanje dateljne oranže in se zabavali, kakor bi se igrali z norci v areni. Zadnji, je sporočil Epafrodit, zadnji bodi Istok. Vrsta lokostrelcev se je praznila, mnogi so odstopili, zlasti tisti v lepih oklepih palatinske vojske. Zbali so se poroga. Samo Azbat je zdržal, zbral je vse moči, da je ostal miren. Mislil je na Ireno, ki jo je ljubil z nedopovedano strastjo. Danes ji hoče pokloniti slavo zmagovalca. Upal je trdno, ozrl se je večkrat na Katismo, toda Irene ni zazrl. Sedela je skrita, tiha. Ni se smejala, ni gledala, njeno srce je klečalo pred oltarjem in prosilo Krista, naj ji prizanese, naj Azbat ne zmaga. Le nekaj tekmecev je še čakalo, tedaj Azbat ni mogel več strpeti, naj se odloči, zataknil si je 3 puščice, vzel lok in zasedel konja, katerega še nihče drug ni jezdil. Dolge tedne se je uril na njem. Ko se je pojavil izpod Katisme, je nastala nenadoma tihota. Nanj in zoper njega je bilo stavljeno mnogo denarja. Jezdil je počasi krog spine, pozdravljal na levo in desno, se priklonil pod Katismo, se še enkrat ozrl po Ireni, zaman. Nato je zdirjal. Zletela je prva puščica, kragulj je jezno zapihal. Prijezdil je drugič, puščica je prhnila tikoma glave. Hipodrom ga je pozdravil in jezdil je tretjič naokoli. Srce se mu je razburilo, roka se mu je tresla, vendar je zbral vse sile, da se pomiri. Ustnice so šepetale, Irena, Irena. Spet je napel tetiva, zazvenela je puščica, je bila izvrstno izstreljena, a v tistem trenutku je kragulj zafrfotal, odskočil, kolikor je dala verižica. Puščica je zadela ob perut in izbila iz nje pero, ki je v vrtincu priplavalo na pesek. In tedaj je nastal vihar. Ves hipodrom se je razdelil v 2 tabora. Polovica je kričala, da je Azbat ptiča zadev, polovica je oporekala zadev, da je le pero. Ptič še sedi in jezno gleda za Azbatom. Tisti, ki so stavili nanj, so trdili, da je stava dobljena, tisti, ki so stavili zoper, so kričali, da ni. Nastali so trenutki tolikega viharja, da bi se bil hipodrom spremenil v boj tisočev in bi bila kri preplula areno, da ni upravda, dal znamenja s trombami. Kot sodniki najvišji pravnik je razsodil, Azbat je zadev in ni. Če ga nihče ne zmaga, bo odlikovan.
Stave pa stoje, če ga nihče ne prekusi, so stave nanj dobljene, sicer izgubljene. Spet so trombe naznanile novo tekmo. Azbat se je bal. Hitro je velel ponuditi velike vsote vsem drugim tekmecem, da bi se umaknili. Večina je denar sprejela. Le Iztok in 2 Tračana sta odklonila. Azbat je šel k njima. Srečalo se je ponosno oko svobodnega Slovena z lokavim nečimernim bleskom Bizanca. Nič ni odgovoril Iztok. Govoril je: pogled, naprodaj nismo Sloveni nikdar. In zajezdila sta Tračana, izstrelila pa zgrešila. Izvrstno so švigale puščice, vse tik ob Kraguljo, predrle močni škrlat na strehi in izginile. In tedaj še eden barbar, Sloven, zadnji so trobile troblje. Hipodrom se je spet pomiril, vse se je vzrlo proti Katismi. Pojavil se je Iztok, gologlav, z bujnimi kodri v dolgi halji iz pražnja, ki jo je prejel od Epafrodita. Med gledalci so se oglasile opaske. Ha, barbar, v halji, kakor Molohov žrec, vestalka, ta naj zadene, odkot je, gost Epafrodita, ba je Sloven. Istoku ponudijo loke in puščice. Napne tetivo pri prvem, drugem, napne pri tretjem, trenk, vsak lok je počil. Hladno je metal lepo rezlano orožje na tla. Ljudstvo se je čudilo, nazadnje se je odločil za velik, neroden lok, prav barbarski. Nato si je izbral puščico. Samo eno. Ponudili so mu še 2, pa je odkimal. Med ljudstvom šepetanje začudenja. Teodora sama se je nagnila čez Katismo. Nato je šel Iztok sam in si odbral konja. Krasno divjo živalco, doma izza Črnega morja. Odpeljal ga je v areno. Iztok je zmajal z glavo, češ nočemo sedlanega konja. Sluge so pristopili, odpeli zapone in sneli sedlo. Ljudstvo je glasno vzkliknilo. Tedaj je Iztok prijel haljo, dolčenko in jo vrgel raz sebe. Krog bokov se je zableščala bela jagnetina, ki mu je sešila ljubinica, in stal je ob črnem konju sredi arene, svobodni sin, lep in postaven, da je Teodora pritisnila brušeno prizmo k očesu in ga gledala s pohlepom in naslado. Mišica ob mišici, kakor zid okrog Bizanca. Iztok je zataknil puščico za pas, prijel lok z levico, z desnico, brzdo in planil, kakor pero na konja. Spela sta se, potem pa zdirjala po areni. Jezdil je prvič in pogledal Kragulja, ljudstvo je zamrmralo, ker ni sprožil. Jezdil je drugič, puščica še vedno za pasom, konj v vedno besnejšem diru, Iztok pa, kakor bi sedel na ptici. Ljudstvo je zakričalo: streljaj, sproži barbar, za norca nas ima, potegnite ga s konja. Iztok ni ne slišal, ne videl. V njem je živela samo trdna zavest, da pred samim cesarjem pokaže, kako sproži tisti narod, ki mu podira hilbudije. Tretjič je pridrvel mimo Katisme, roka je segla po puščici, lok se je dvignil, nastala je tihota, kakor bi se zbiral orkan. Istokovo oko se je zapičilo v ptiča, Kragulj je zapihal in dvignil kremplje. Bizantinski nepremagljivi orel se je stresel pred barbarom. Iztok je napiril puščico van, da v tistem trenutku je že švignil s konjem mimo. Tedaj je hipodrom zabučal od jeze, kakor silen grom. Gledalci ogorčeni, ker se še ob tretjem pojezdu ni sprožil, so vsuli nanj kletve in psovke. Ploha razhojenih ostankov sadja je plusknila v areno. Nekateri so snemali sandale in jih metali za njim. Drugi so potegnili nože iza pasa in mu pretili. A tedaj se je Iztok v hipu oklenil na konju, bil je že blizu mete, puščica je švistnila in predrla Kragulja s tako silo, da se je utrgala verižica in ptič je padal s prebodenim srcem pred Katismo v areno. Zabesneli vihar jeze se je prelil v navdušenje, da se je tresel v temelju silni cirkus. Iz lož je deževalo lovora, dvorjanke so posule zmagovalca z ruticami, pretkanimi zlatom in Irena
je s premenečim veseljem na licih šepetala: hvala tebi, Kriste, a tebi sin naroda moje rodnice, poljub. Hvala. Veste, jaz imam, zelo rad čitam, ampak ker tudi jaz moram uporabljati očala, vas toliko bolj razumem, kako je hudo, če tvoj vid ni naraven, če ni dober. No, jaz sem slabo vidim, to je pač pride s starostjo, ne? In vam moram priznati, da ko sem začel za branje uporabljati očala, da me je to v začetka odvračalo od knjige. Meni je bilo nenavadno, nisem se mogel privaditi k temu, da moram uporabljati pripomoček. No, zdaj seveda po veliko letih sem se na to navadil, ampak še vseeno je nekako ta občutek, da razumem, kako je, če bi moral zdaj tole dati dol in zreti v nekaj, kar ne vidim. Zato imate vsi moje simpatije resnično. Jaz ne vem, kako se vi spoprijemate, najbrž imate dost literature. Jaz sem imel enega sošolca na fakulteti, bili smo dobri prijatelji, bil je izreden fant, en Beno iz Koroške. Kaj je on vse vedel, kako je izostril te občutke, ampak pomagali smo mu tako, on je imel en velik magnetofon, kar je bilo takrat zelo, bom rekel, redko. Normalni ljudje nismo mogli imeti magnetofonov, in smo mu brali literaturo, takrat ni bilo praktično, zelo malo je bilo literature v Brajlovi pisavi, študijske literature seveda sploh ne, in smo mu skripta brali in da je on potem poslušal. Imel je izreden spomin, torej on je slišal eno poglavje in si ga je zapomnil. Tako da jaz imam nekaj malega izkušenj tudi s tem in še enkrat sem zelo vesel, da lahko danes spet se vrnem v čase tiste mladosti, ko sva z Benotom recimo se družila na faksu. Dobro, še eno poglavje. Po vsej tej storiji z Bizancom se je in vsemi temi zapleti, ta prosuli Bizanc, to je skratka, opisuje razkroj moralni in siceršnji te družbe skozi Istokovo videnje. No, potem se Istok vendarle vrne nazaj in to je en odlomek, ki govori, mislim, da o teh nesoglasjih in kako je pomembna sprava in to. Istok je snel zlati šlem, stresal dolge pramene kodrasih las in prijel z levico za ročnik. Častititi starešine, veleugledni velemožje. Zvonek glas, kakor glas poveljnika in nenavadni naslov je prešinil zborovalce in vojščake. Razprli so na široko oči in usta, so jim rahlo zinila. Naj govorim, ste rekli. Torej, govorim. Nisem starešina, nisem velemož, sem pa vojak, ki ni zaman šel krast v Bizanc. Nisem se vrnil praznih rok in ne prazne glave. Vse pa darujem svojemu rodu, na ognjišče očetov, na žrtvenik bogovom. Zato in edino zato, da sije svobodno sonce povsod, koder hodi noga našega rodu. Toda pomislite, z modrostjo ni skoparil za vaše glave svetovit. Pomislite, ali zasije svobodno sonce, če davi zagoltanec brat brata, sovražnik pa ju pretepa po nagih plečih.
Ali se nam rodi svoboda, ko nažanješ v kupice, pa pride sosed in se pravda s teboj za snetljav klas. Sovražnik ga pobere polne snope in se smeje. Ali je to svoboda, če nastaviš v hohu iskačo in zato obrneš ost svojega kopja v lastno kri? Ali je svoboda, če nabrušiš sekiro in jo nastaviš na glavo sosedu, namesto da bi z njo klal oklepe Bizantincem? Ali je svoboda, če se klatijo naše črede brez pastirjev, da volcije večirjajo, mi pa stradamo? Vele možje, ki nosite modrost v glavi in ljubezen do rodu v srcih, ali je to svoboda? Odgovorite. Sramota, poguba rodu, sužnost. Grmelo je v navdušenih izbruhih. Vojšaki so vzklikali, da je šlo do zadnje vrste po prostranem gozdu, kakor bi bočali valovi po šumečem morju. Istok je izdrl težki meč. Rezilo je blisnilo v soncu. Možje, poglejte ta meč. Sovražnik ga je nosil, našo kri ga je pomakal, privojeval sem ga v Černi. Ali naj ga vodi zdaj roka Slovena zoper Anta, ali naj ga oskrunim z lastno krvjo, kakor ga je skrunil Bizantinec nečimrnik. Možje, nikdar. Med starešinami je nastal molk, nekateri so celo zamrmrali. Jeza na Ante je bila ukoreninila, želeli so si boja. Vi molčite, celo mrmrate, ali niso Anti naši bratje? Niso, ker so dvignili kopja zoper Slovene. Ali veste, zakaj so segli po sulicah? Volk in viljenec ščuvata, ljudstvo je razburjeno, storilo nam je krivico. Kdo je naščuval volka, kdo je nadražil viljenca? Spet molčite. Odgovarjam, Bizanc jih je nahujskal. Tisti Bizanc, ki se trese pred Sloveniji, ki nima vojakov, da bi se pomiril z nami, in tisti gnili Bizanc, ki se rodi od domačih prepirov med narodi. In hlapec Bizanca, tole moje uho ga je slišalo, ščuvar Slovenov in Antov je Hinavec Tunjoš. Toliko o opisu tega, kako se ne da. Najprej smo čitali, naj sem vam prebral odlomek, kako so Anti, tam, ko so napadli, tisti prvi napad so skupaj Anti in Sloveni skupaj uspešno izvedli, potem je prišlo do razdora in tu zdaj mladi Istok, bodoči poveljnik, poziva k spravi in aktualizira, kako je potrebno biti složen, kako, skratka, to se mi zdaj tudi en tak močan odlomek. Zdaj, jaz naprej tu ne bom opisoval vseh teh ljubezenskih zadev, ki se tudi skozi roman vlečejo, zato da vas ne bom preveč utrujal, samo še za sklep oziroma konec ta zadnji del, ki pravi takole. Istoka je objelo kakor mehke, tihe sanje, odkar je počivala na njegovem srcu Irena. Pil je iz čaše brezmejne sreče, ki mu jo je dodelila usoda. Pil je s skrivnostnimi požirki čisto ljubezen. Kakor ure so tonili dnevi. Jug se je prelil v sever. Z gora je rezala mrzla sapa. Stari vojščaki so se skrbjo ozirali proti goram, ki so se zlivale v sive megle in grozile snegom. Svarunič, vojvoda, pa ni občutil severa, njega je božal mehki jug, ki ga je dihala Irenina duša. Ko sta se čez 14 dni vrnila z pohoda Viljenec in Jarožir, ki sta predrzna prodrla do Helma in izbojevala okrutne boje z bizantinskimi legijami, tedaj se je zdramil Istok in velel vojski, da se dvigne in odrine na sever. Kakor veletok so se valile čete Slovenov in Antov po poti, ki so jo napisale z mečem in požarom. Te lege so škripale po težo plena, ki so ga vozili zmagovalci s seboj. Vrsta govedi in drobnice se je vila, meketaje in mukaje za vojsko. Kjer so nočevali, tam so pirovali in se gostili v bognih, ob katerih so vrteli ražnje in si pripravljali večerje. Sredi vzorne konjenice sta se vozili na pokritem vozu Irena in Ljubinica.
Ob vozu sta jezdila Istok in Rado, za vozom pa je vlekel Slok, hunski konj, dvokolnico, na kateri se je sredi Čutar utaboril Radovan. Neusmiljeno je bil na plunko in takisto neusmiljeno praznil Čutare, da mu je glava med petjem omahovala in se gugala na desno in levo. Da si je na Hemu že naletaval sneg, so prišli vendar brez nezgode do Donave. Tam so 2 dni rajali, polagali bogovom na žrtvenike obilo darov. To so storili za slovo, ker so se čete Antov ločile od Slovenov. Svete prisege ljubezni in bratoljubja so si prisegali in vsi obljubili, kadarkoli jih pokliče Istok, da takoj izdero kopja in odidejo za njimi kamorkoli. Ko so Sloveni prišli v Gradišče, je tičal starosta Svarun v tesnem stanu in ležal top, kakor mrtev na ovčji koži. Bučanje rogov ga ni predramilo, skrb in žalost sta ga upognili in mu izpili kri, da je bil nem in gluh za vse, kar se je godilo v Gradišču. Ko je zaslišal Istokov glas, se je zganil na ležišču, zamrmral nerazločne besede in odprl oči. Ko pa je začutil mehko roko ljubinice na mrzlem čelu, je dvignil trudne veke, kakor skozi mrak je prodiralo njegovo oko, jasniti se je pričelo v njegovem duhu, ustnice so se premaknile, trudna roka je tipaje iskala krog sebe. Sključeni starosta se je oprt na Istoka dvignil na ležišču. Iz prsi se mu je izvil vzdih, kakor bi se prebudil iz morečih sanj. Oči so mu hipoma oživele, pogledal je krog sebe in razkril roke, segal po Istoku, po ljubinici in po Ireni, potem pa zajokal kakor dete. Potekla je zima, starosta ni učakal, da bi dvignil v naročje vnuka, junačka, ki ga je podarila Irena Istoku. Prej je prišla Morana in mu podala ledeno roko. Irena je rodila 7 dečkov, vrlih sokolov. Istokov duh pa je rodil tisoče, ki so se vojskovali z Bizantinci, prehodili Ilirijo, dospeli v Helado, do Epafroditovega groba in potrkali na vrata samega Bizanca. Huni so iskali pri njih zavetja in gostoljubja, obrski Kakan se je odpovedal zvezo z Bizancu in prosil prijateljstvo Slovenov in Antov, ki so napolnjeni z Istokovim duhom, živeli v bratski slogi in uživali slavo pod svobodnim soncem. Evo, to je to. Hvala, ki ste me poslušali. Jaz bi vas vprašala, gospod Šopar, ali mislite, da živimo svobodnim pod svobodnim soncem? Imamo samostojno državo? Samostojna, ja, svobodna pa že dolgo ne in državljani te države, v kateri pravijo, da imamo zdaj demokracijo, mogoče jo imamo, mogoče je to demokracija, nimamo pa svobode. Kajti svoboden ni človek, ki nima dela, ki je slabo plačan, ki ne more k zdravniku, ki ga tretirajo kot sužnja. To ni življenje pod svobodnim soncem. Nažalost. Ja, takšno je. Se pravi, bi delo morali prebrati ali pa brati ne samo državljani, ampak tudi tisti, ki morda vodijo državo. Oziroma, če mogoče malo tudi napeljem, kako vi? Jaz verjamem, da, ne vem, no, mi smo imeli v šoli obvezno branje. Jaz vem, da smo potem tudi v šoli tole imeli obvezno branje. Ne. Jaz verjamem, da je mnogo teh ljudi, ki danes vodijo državo, ki so nas pripeljali sem, kjer smo, tole prebralo. Ampak očitno so pozabili oziroma so to vzeli zgolj kot neko literarno fikcijo in globjega pomena in sporočil tega niso dojeli, so pač
sebični ne gledajo to tako, ne, neka sprava, enotnost, pravičnost jim pač ne pomeni več, kot jim pomeni materialna blaginja, živeti za svoje koristi, zase. Ne vem, absolutno, torej, če bi zdajle nekdo, pustimo imena, ne bomo ad personam, ampak nekdo od vladajočih bi mu rekel, prečitaj si to in povej, ja, bo vsak rekel, se sem bral, ne, še enkrat prečitaj in potem se bova pogovarjala o sporočilih ki jih ima. Pod svobodnim soncem. Če sem še malo provokativna, je mogoče Finžgar, ne? Je? Ali pa sama knjiga. Kajti, ko bom rekla, tovrstne teme pridejo do domoljubja, do nacionalne zavesti. A je za vas to delo nacionalno? Oziroma, ali že v sami besedi, ker velikokrat nacionalizem ima neko negativno konotacijo, čeprav morda neravno prav, ali vi to delo tudi tako vidite? Ali gre morda predvsem za krepitev narodne zavesti, ker ne vem, zdaj jaz osebno predvsem vidim to delo kot neko krepitev narodni zavesti v pozitivnem, zdaj pa morda za tiste, ki pa kritično gledajo na to, če se zdaj vračamo k tovrstnim temam. Razumem. Absolutno. Torej, če najprej razčistva okrog nacionalizma, ne? Nacionalizem, ki je na škodo drugega naroda, to je nacionalizem, ki je za obsojati. Se pravi, če ima neka nacija večvrednostni kompleks proti drugi naciji in se tako tudi obnaša, tako ravna, ali nacija, ali posamezniki, to je nacionalizem, ki je za obsojati. Nacionalizem, kjer se pa zavedaš in ljubiš svoj narod, zavedaš pomena svojega naroda, njegove literature, jezika, zgodovine, vsega, kar je ta narod dosegal, to pa seveda ni nacionalizem. Zdaj, Slovenci smo se kot nacija zelo pozno pravzaprav opredelili v tem modernem smislu. Ne? To je bilo tam po 1848. letu. Ne? Smo šele v bistvu začeli govoriti o Slovencih kot nacija, dobivali neko nacionalno obležje, pred tega ni bilo. Ne? Ampak vseeno je bila pripadnost nečemu. Ne? In ravno zaradi tega, ne, ker je takrat 1903. ali 1904. leta, ne, ko je to delo nastalo, takrat Slovenci še nismo imeli dolge nacionalne tradicije in je bilo treba, živeli smo pa v sklopu neke tuje države, ne, ki naroda slovenskega ni prav hudo priznavala, ne, nastajajočega, ne, in je bilo treba to nacionalno zavest buditi. In v takih razmerah je to delo tudi nastalo in to je bujenje nacionalne zavesti. Danes bi moral nekdo napisati moderni roman pod svobodnim soncem. Ne o zgodovini, ampak o tem, kaj nam svoboda pomeni danes in kako bi danes moralo na Slovence sijati svobodno sonce. Mogoče bom jaz ob tem dobil idejo, jaz si namreč zelo želim, ko bom v penziji, da se bom lotil pisanja. Ne vem še česa, ne, ampak čeprav, tako roko na srce, ne, če zdaj le pogledam v teh desetletjih, ne, mojega pisanja člankov, ne, če bi to dal na kup, bi bilo to kar za eno debelo knjigo najbrž. Ja. Ampak recimo to je en tak izziv, ne, človek mora pa vedno imeti, ne glede na to, koliko je star, kaj se mu godi, vedno mora imeti neke cilje, ki so tudi malo bolj dolgoročni. Ne bom pa takrat, ko bom pa toliko star, pa ko bom šel v penzijo, bom pa počel to pa to. Skratka, to je fino, da človek ima, ne, to ga vleče naprej, ne, da ima cilje.
Dejali ste, ko so se pripravljala na tole srečanje, da vas je to delo pritegnilo kot otroka. Zdaj, verjetno takrat niste razmišljali o narodni zavesti, ko ste brali to delo. Kaj pa je bilo v tem delu tisto, kar vas je najbolj pritegnilo? Zdaj, jaz sem nekaj, seveda danes gremo takoj na Google, ne, pa pogooglamo te obnove pa mnenja. No, na nekem forumu sem pa v bistvu zasledila zanimivo mnenje dijaka, ki je rekel, da poleg seveda krepitve narodne zavesti vidi v tem delu, mislim, ali pa bi ga tudi predlagal vsem, da ga berejo, ker je izvrstna kriminalka, telenovela, ne, se pravi, da veliko teh ljubezenskih zapletov in razpletov. Kaj pa vas kot otroka najbolj? To delo ima zagotovo vse te elemente zapleta, ljubezni, krvi, spletkarjanja, skratka, potem je to klasičen roman. Ampak tisto, kar je mene kot otroka, treba se zdaj predstaviti v čas, ne, v tisti čas. To so bila konc 50-ih, začetek 60-ih let. Ne. Televizori so bili tako redki, ne, da radio je že bil pri hiši, televizorju je bilo pa nekaj 10.000 takrat v celi Sloveniji. Ne. Pa tudi program je bil tak, da ne, ni mogel pritegniti ga je kot novotarija. Ne. Se pravi, nam je domišljijo, otroško domišljijo, so nam lahko burile samo knjige. Najbolj, recimo, zdaj bom malo daljšo zgodbo povedal, ne, ker najbolj so jo burile domišljijo, ne vem, Karl May, Old Shatterhand in Winnetou in te stvari. Tam smo se najbolj identificirali. Skratka, vse, kjer se je nekaj bojevalo, kjer je bilo, ne, in tudi v tej knjigi je en junak Istok, ne, ki je plus tega, ker slovensk, ko sem ga jaz razumel takrat, ne, se pravi, je naš prednik, daljni prednik, ne. In kot rečeno, jaz sem si ga takrat v svoji glavi predstavljal kot Tonija Curtisa, ki je imel takrat recimo 25 let, je imel črne kodraste lase, bil je tako postaven fant, ne. Jaz točno sem ga preslikal, ne. In zdaj seveda, jaz sem nekaj tega, ne, sem dojel, ne, naprodaj nismo Slovani nikdar, ne. In to sem si zapomnil za celo življenje, ne. Nisem sicer čist dobro razumel, ne, kaj to pomeni, ne, v tem smislu, ok, nismo naprodaj in ne damo se, ne, to človeku ostane, ne. Ampak recimo tisti odlomek tam, kako je s puščico zadev tistega kragulja, ne, to je domišljija delala, ne, to je bilo, ne. Nekih globljih sporočil takrat seveda nisem dojemal, ampak to je, ker je bil to, potem vse te spletke na dvoru, ki so se dogajale, ne, pa to sem malo tudi razumel, ne. To je tudi priprava, ker to je tako, kot je danes v vsakdanjem življenju, spletkarjenje, se je tam na dvoru dogajalo, ne, najdeš to potem povezavo tudi v resničnem življenju, ne. In zdaj kot, ne vem, 10-letni fant določene stvari že razumeš in jih pač si v tem ustvariš neko svoje mnenje, ne. Ampak določene stvari te pa dejansko nevede, nehote determinirajo tvoj odnos, moj današnji odnos do resnice, do svobode. Takrat se tega najbrž seveda se nisem zavedal, ampak ko sem to vsako poletje, ampak res, jaz sem 3 poletja, vsako poletje sem to knjigo pri stari mami bral. Na kmetih sem si zvečer vzel čas, drugače smo tako letali po polju ali pa kaj pomagali, ne, ampak poletje, bila je pa ena knjiga, v enem delu je bila tista knjiga, se spomnim, taka debela, rdeča je bila. In so sem jaz čez poletje, čez počitnice predihal, 3 poletja zapored. Ne. In potem ti stvari seveda ostanejo nekaj, ne, vpliva to na te. Ne. Tako kot danes najbrž nihče mi ne bo rekel, da vso nasilje, ki ga vidimo po televiziji, umori, krvavo, brutalno, vse to, da to ne vpliva na otroke. Kako, seveda. Zdaj, nekdo se bo od teh otrok potem te agresivnosti uspel izvleči. Veliko se jih pa ne, in jih to determinira in zato... Skratka, gre za univerzalno delo, ki ga berejo lahko otroci, mladina in odrasli.
ne, in ga tudi mi priporočamo. Otroci to že razumejo, ne, in že, to je sicer mišljen kot delo bolj mladinsko, ne, in ga danes tudi tako nekako razumemo, ne, ampak to brati, edino kar jaz pravim, ne, tam mečken določeni izrazi jih danes ne razumemo več, ne, dosti arhaični, stil pisanja tako zelo klasičen, ne, ampak ni tak, da bi bil moteč, da ne bi bral, ker te vsebina pritegne, ne, je tudi mogoče daš na stran, da ni to tako vešče napisano, pa tako sodobno napisano, kot pišejo sodobni literati. Samo še za ilustracijo, vi ste rekli, da ste imeli knjigo v enem delu. Ja. V Brajci imamo v naši knjigi to knjigo v 12 zvezkih oziroma fasciklih. Zdaj gre za enostranski tisk v Brajci, zdaj ko bo na novo natiskana, bo verjetno v 6, ampak ne, se pravi, malo težje je vzeti s sabo na morja 6 fasciklov. Ja, to je veliko. Na kasetah je bila pa na 27 kasetah, no, posneta. Zdaj to seveda ne, tedejo to, da 27 kaset, 60 minut. 60 minutnih. Tako da z ilustracijo mogoče malo za primerjavo. Bi pa povabila še koga iz publike, če ima kdo kakšno vprašanje za gosta? Z veseljem, pa ni treba samo v literaturi, tudi kaj drugega. Sigurno vas kaj zanima z televizije, čeprav ne vem, kaj se dogaja, kdo kaj, kako, ampak glejte. Kar pogubno, ker verjetno vsi poznate gospoda Šoparja iz oddaje Tednika, ki jo praktično ne samo poznamo, ampak vsi spremljamo. Mislim, da gre pa res za eno takšno oddajo, kjer zbirate najrazličnejše zgodbe. Tednik je oddaja najprej 33 leto že teče. Nastala je zgolj slučajno, ker so pač materiali ostajali in so potem rekli uredniki, pa dajmo kaj iz tega, ko ostane kakšne daljše reportaže, pa to, ne, pa jih naredimo, pa bomo imeli Tednik in se bo to v Tedniku vrtelo. Ne. Jaz sem na Tednik prišel leta 2001. Leta 2001 kot voditelj, predtem je bil Darko Marin voditelj. Še predtem pa... Barbara, ne? Barbara je bila pa vmes, en košček vmes, ko mene ni bilo. In takrat pa tudi urednik se je zamenjal in takrat sva midva razmišljala ravno v tej smeri. Ne? Ljudem se dogajajo krivice. Velike težave malega človeka. Vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da bo jutri izgubil vid in bo naletel na arhitektonske ovire in bo imel težave in skratka, bodimo vest te družbe, pokažimo v tej oddaji, kaj ni prav, kako mi mislimo, da bi morali biti prav. Politika nas konec koncev ne zanima toliko veliko. Zanima nas vse to, kaj se danes človeku dogaja in to pokazati in mogoče, moram reči, da je Tednik tudi uspel določene stvari premakniti. Najhujša je pa seveda revščina, nas zasipajo s pismi, s prošnjami za pomoč, ker je res je hudo. In če se le da pomagamo, tam, kjer gre za otroke, ki nimajo tudi za jest, tam smo pa občutljivi. Ne? To je pa res. Ja. Dobro. Vprašanje? Prosim. Mira Nirič. Moja žena je slepa in tule vidim kar dosti njenih kolegov iz zveze. Zadnjič smo imeli en sestanek dol in so izrazili žalostno ugotovitev, da so dali že večkrat prošnjo, da bi tele prispevke, informativne oddaje, da bi bile vse zvočno v slovenščino prevedene, ker zdaj so dostikrat podnapisi, ker dajo filmski izsek, nek politik izreče nek stavek, ki je sicer iztrgan iz konteksta, ampak ki naj bi neko težo imel, ampak oni tega ne vidijo, ne? In bi bilo dobro, da bi to bilo vse recimo nekako prebrano, da bi recimo nekdo drug prebral, ne tisti, ki komentira recimo.
Tudi tele znanstvene oddaje, ki so, ne, različne iz narave, iz zgodovine, dostikrat je ta komentator, so navdušeni nad tem, ker na internetu pa tu se dobi v angleščini, ampak tu so pa slovenski komentarji, ampak potem so intervjuji in tam je zopet lep podnapis, ki ga jaz vidim, žena ga ne vidi in tile kolegi ga ne vidijo. A je to možno zdaj, da posredujete njihovo željo, da bi se to nekaj na tem naredilo? Bom pa na tem mestu še jaz skočila. Jaz se zahvaljujem za to vprašanje oziroma pobudo. Pogovori z Radio Televizijo Slovenije teče v tej smeri zelo intenzivno. Moram reči, da že več let. Zdaj gospa Mateja Vodeb, ki dela prav na tem področju, je zelo dovzetna. Je pa zdaj, bom rekla, stvar v tej fazi, da v bistvu najbolj potrebujemo kvalitetno sintezo govora v slovenskem jeziku. Na tem se dela, ker verjemite mi, da imamo vsi interes, ne, tako da tukaj nam je Radio Televizija Slovenija šel zelo na roko in moj interes, zdaj v kakšnem času pa prišlo do realizacije, pa ne vemo. No. Samo sporočilo vsem, da tukaj se dela in upamo, da bo do tega tudi kmalu prišlo, seveda bomo pa tudi veseli, če boste gospod Šoper jaz bom po svoji, glejte, jaz sem skoraj globoko prepričan, da ni razlog, da nekdo ne bi hotel. Prvič, ker RTV to mora. Mi smo javna televizija tudi vseh, ki ne vidijo ali slabo vidijo ali ne slišijo ali so naglušni. Za vse te kategorije javna nacionalna televizija, za katero mi vsi plačujemo 12 ali 13 evrov, ravno zaradi tega, da to omogoča. Zdaj, jaz se bojim, da je to povezano tehnološko z dosti komplikacijami, da ni to tako, kljub vsej digitalizaciji in vsemu, da to ni tako enostavno izvesti. Vem, da se zelo trudijo z simultanim prevajanjem za naglušne. Jaz bom tole, kar sem zdaj slišal, predal najprej, ker sediva vrata do vrata, praktično varuhu gledalčevih pravic, kolegu Ambrožiču. Vem pa, kolikor vem, je pa tudi v svetu RTV sedi pa, ja mislim, da slepi in slabovidni nimate svojega predstavnika, da je pa Redžepovič Redžepovič je, ja. Sicer pa tudi sodelujejo. Ampak naši člani sodelujejo. Ne, skratka, se to teče, ampak jaz res pa ne poznam, kakšne so tehnološke, kakšne so tehnološke ovire, zakaj ne gre, kako ne gre. Ker najbolj so ravno, najbolj so ravno potrebni, bom rekla, tele vložki pri informativnih oddajah, ko govori nekdo, pa so podnapisi, mi ne vidimo. Tako da, tukaj se dela, gre pa počasi. Ampak to je zdaj tako, ne da bi upravičeval kogarkoli. Ti včasih dobiš neko novičko zadnji trenutek, ali pa celo ko oddaja že teče, dobiš neko izjavo v angleščini in zdaj vem, da sproti napišejo podnapis, da jo prevedejo, to jim uspe narediti. Ne vem, skratka, res premalo poznam to problem, se bom pa pozanimal in prvo, kar bom jutri bom Ladota Ambrožiča opozoril na to, da tudi on po svoje kot varuh pravic gledalcev. Ma morda še kdo kakšno vprašanje, sicer pa počasi zaključili. Ja, jaz se najlepše zahvaljujem, gospod, hvala, kar ste vzeli čas. Res mi je bilo veselje. Hvala vam. Tudi nam, tako hvala vsem in nasvidenje.